Okoli 2000 Jordancev nadaljuje s protesti v bližini vladne četrti v glavnem mestu Aman. Protestniki nasprotujejo novi davčni zakonodaji oziroma davku na dohodek kljub odstopu predsednika vlade. Kralj Abdullah je nekdanjemu ekonomistu Svetovne banke Omarju Al-Razazu dal možnost, da sestavi novo vlado, potem ko je sprejel odstop Hana Mulkaja zaradi največjih protestov, kar jih je Jordanija beležila v zadnjih letih. Jeza državljanov se je stopnjevala zaradi občutnega povišanja davka na promet in od ukinitve subvencije za kruh, ki jih omogoča Mednarodni denarni sklad. Sindikati, ki predstavljajo več 10 000 zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, so danes pozvali k splošni stavki, potem ko je vlada zavrnila zahtevo po ukinitvi predlagane davčne zakonodaje. Kljub neusmiljenemu dežju so se v Buenos Airesu zbrale protestnice in tako obeležile že tretje proteste pod sloganom Ni una menos oziroma niti ena ženska več. V preteklih letih sta bila protesta usmerjena proti nasilju nad ženskami, letošnji protest pa je bil osredotočen na legalizacijo splava, saj je gibanje proti splavu v južnoameriški državi v porastu. Na letošnjem protestu je prevladovala zelena barva, ki predstavlja boj proti splavu. Mnoge demonstrantke pa so nosile tudi vijolične krpe, ki so simbolizirale barve modric, ki so ostale na telesih zlorabljenih žensk. Argentina, tako kot večina držav Latinske Amerike, trenutno dovoljuje zakonit splav le v posebnih primerih, vključno s posilstvom in tveganjem za materino življenje. Policija je danes zaprla osnovno šolo v Berlinu zaradi potencialno nevarne situacije. Policija je učence iz osnovne šole Wilhelm Hauff pospremila iz šole po prijetem klicu, da sta v šolo stopili dve sumljivi osebi. Več kot 100 policistov je nato preiskalo celotno šolo, kjer niso zasledili domnevno sumljivih oseb. Policija je bila pripravljena na najhujši možen scenarij, zato so ob koncu akcije bili toliko bolj zadovoljni, da nihče ni bil ogrožen ali poškodovan. Sicer smo takšnih scenarijev s krvavim koncem vajeni predvsem čez lužo, kjer je kljub vsem incidentom nošenje orožja še vedno dovoljeno. Le upamo lahko, da se takšni scenariji nezadovoljne mladine ne začno dogajati tudi v naši bližini.